Pozdravljeni. Park ob avtobusni postaji v Ormožu počasi dobiva končno podobo. Tako, da ni več daleč dan, ko bo predstavljal novo osvežitev na vhodu v center mesta. Tako park ob avtobusni postaji kot zgradba avtobusne postaje sta zadnja leta klicala po posodobitvi in na občini so se v sodelovanju s avtobusnim podjetjem Arriva odločili ukrepati. Z gradbenimi deli so začeli v začetku oktobra. Ja, za ta park smo se odločili, da ga vseeno malo poživimo. Konec koncev je vpadnica v samo mesto, tako da bo res dobil neko svojo podobo. Na začetku že lahko povem, da bomo se čim bolj trudili, da bomo ohranili čim več zelenega. Zdaj konec koncev vse, kar se je pač nažalost moralo še podrti v tej zadnji fazi. Želeli smo to zadevo tudi nekako obdržati, ampak so zadnja mnenja vseh strokovnjakov povedala, da so drevesa bila absolutno prenevarna za vse tukaj živeča, tudi za premičnine, nepremičnine, tako da smo se morali iti v tej smeri, tako da pridejo nove zasaditve, ki bodo primernejše za mesto, tako da bo se to napravilo. Zdaj, kar pa se tiče tistih prostorov, pa je predvsem planirani ta park v tej smeri, da je čim bolj odprt v mesto. To se pravi, da smo tudi z Arrivo takrat ta dogovor sprejeli, da se pravi prostore nekako zamenjamo, da jih preselimo, da tudi uredimo javne sanitarije, tudi ta trafiko 3.2, tako da nekako s tem ciljem smo še sicer imeli željo, da bi tudi nekako locirali tudi na drugo mesto sladoledarja, ampak nam žal ni uspelo. Želeli smo ga neposredno tu v bližini same cvetličarne, tako da bi tudi tu zapolnili ta prostor tudi z ponudbo, z vsem ostalim, ki bi še nekako s tem bolj odprli. Ampak glede na to, da tudi lastniki tega objekta imajo neke plane za tem objektom, to se pravi, da bodo tudi neko dodatno ponudbo začeli nuditi. Z dodatno ponudbo se pravi tudi neka miza, klopi bi se naj nabavlja, tako da bi se tudi lahko vsi tisti, ki bi uživali ob uživanju sladoleda, še tudi dodatne ponudbe, bodo nekako še možnost imeli usesti na primeren način ob tem parku, ki bo zdaj nastal, tako da jaz verjamem, da ta park ponuja tudi veliko drugih zadev. Imeli smo tudi probleme konec koncev z vodnimi in elektroinštalacijami, vedno se je nekaj kvarilo, tudi dotrajan je bil sam vodomet, ki ga je potrebno obnoviti, tudi sam izgled, pa tudi sama varnost vodometa, veste, da ni bila najprimernejša, tudi otroci so se tukaj bili v bližini, tako da bo prišel čisto taki vodomet, kjer se bodo lahko otroci na varnejši način tudi družili ob tem vodometu. Tudi prijaznejša, moram reči, bo ta podoba tudi invalidom, pa vsem tistim, ki težje dostopajo, tudi klančine, se pravi, in pa vse bo tudi dostopnost omogočena le njim, tako da nekako smo se tudi s tem potrudili, pa vidite, ta zadeva se sedaj ruši, pa kompletna podoba se bo nekako oblikovala, tako da pride v kompletu asfaltirano, tudi en del stlakovane, tudi parkirišče, bi rekel, za kolesa, okrog teh parkirnih mest samih, tako da tudi ta zadeva se bo uredila, tako da tudi igrala pridejo na svoje mesto, tudi na spodnjo stran, tudi otroci bodo dobili svoje mesto za igranje, tako da jaz verjamem, da bo park zaživel. Tako je povedal župan pred mesecem, ko se je gradnja začela in je še bilo možno videti dele stare zgradbe avtobusne postaje in parka ob njej. V tem času park oziroma okolica avtobusne postaje že dobiva novo podobo, ki bo predstavljala poživitev vhoda v center mesta, kmalu pa tudi atraktiven prostor za krajši počitek na klopci ob vodometu. Dela, ki predstavljajo ureditev parka in avtobusne postaje, bi naj bila zaključena v naslednjih dneh. Izvaja jih komunalno podjetje Ormož. Vrednost projekta je 253 000 evrov.
Na minuli seji Ormoškega občinskega sveta so svetniki potrdili nove cene komunalnih storitev. Te bodo stopile v veljavo prihodnje leto. Svetniki so se na minuli seji seznanili s elaborati o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb. Elaborate je predstavil Matjaž Veršič iz komunalnega podjetja Ormož. Ker je seja potekala preko interneta oziroma preko videa, se opravičujemo za slabši zvok, a verjamemo, da bodo pojasnila dobrodošla. Med drugim je bilo povedano in velja za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, da se bodo za gospodinjstvo, ki porabi povprečno 12 kubičnih metrov vode na mesec, zneski dvignili z 8,6 evra na 9,4 evra, oziroma se bo voda podražila za 8 centov. Zdaj, v elaboratu so predstavljene posamezne vrste stroškov in pa tudi določene pojasnila, ki so skladna z uredbo MEDO. Na gospodarski javni službi oskrbe s pitno vodo sprememb nekih ni, oziroma je pri omrežnini celo ugodna sprememba za uporabnike. Oskrba s pitno vodo, samo izvajanje storitev, to je cena na kubik, je predlagana na isti ravni, kot je do sedaj. Medtem ko pa je omrežnina predlagana za vodomer DN20 iz 5,25 na 5,198 oziroma zaokroženo 5,20, to je nekje 5,5 centa manj na vodomer DN20. Zaradi tega je tudi potem v sodelovanju z občinsko upravo bilo pripravljeno, da se nekoliko zniža subvencija, da bi ostala cena za gospodinjske uporabnike na enaki ravni, kot je do sedaj, tako da v bistvu tukaj sprememb, nekako bi rekel, ni, razen teh par centov pri vodomeru DN20 in pa potem tudi pri večjih vodomerjih sorazmerno več z faktorjem posameznega vodomera. V nadaljevanju je sledila predstavitev elaborata za odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda v občini Ormož. Zdaj, na področju odvajanja odpadnih voda se cena storitev ne spreminja pri ceni na kubik, medtem ko pri omrežnini se omrežnina za vodomer DN20 zniža iz 6,50 na 6,07, kar je nekje 43 centov manj za vodomer DN20. Kar je posledica tega, da se določeni uporabniki na novo so se priključevali, se je nekoliko povišalo število faktorjev, pri tem pa se najemnina nekaj bistveno ni povišala in pa tudi poračuna za leto 2020, ko je bil presežek prihodkov nad stroški na področju omrežnine. Tako da na tej javni službi je potem tudi v sodelovanju z občinsko upravo pripravljen predlog za prilagoditev višine subvencije, ki pomeni, da bi potem uporabniki nepridobitni ostali z plačevanjem omrežnine na enaki ravni kot do sedaj, tako da v bistvu za gospodinjstva ni spremembe pri ceni, ker se zmanjša subvencija. Nekoliko drugačno stanje pa je na področju čiščenja. Tukaj je predlagana sprememba cene tudi pri sami storitvi, iz dosedanjih 65,3 centa na 71,8 oziroma 9 evra na kubični meter. To povišanje je nekje za dobrih 6 centov, kar pa je posledica tega, da, kot vemo, vsi skupaj je obrat Safilo zaprl obratovanje, ki je imel posebne storitve na tem področju in tudi nekoliko višjo ceno. In iz tega naslova bo v letu 2022 nekje manko prihodkov na področju storitev v višini okrog 20,000 evrov, ki se potem morajo s prilagoditvijo cene prenesti na uporabnike, ker ne bodo pokriti iz tega naslova. Pri sami omrežnini se v omrežnino, v strošek omrežnine vključuje rekonstruirana čistilna naprava, ki se bo predala v uporabo predvidoma z novembrom, tako da je v stroških najema vključena najemnina za 2 meseca v letu 2022 in to potem tudi vpliva na povišanje cene omrežnine za vodomer DN20,
iz obstoječih 1,24 na 1,89 evra. Tudi tukaj je občinska uprava skupaj smo pripravili predlog, da bi se subvencije prilagodile in bi potem uporabniki, ki so nepridobitni, plačevali še naprej na enaki ravni, ker se nekoliko poviša subvencija. V elaboratu je predstavljena tudi storitev povezane z nepretočnimi greznicami, ki so že več let bile obravnavane in nesprejete, tako da tukaj so izračuni pripravljeni za storitev in pa tudi omrežnino za vse uporabnike pod enakimi pogoji. Tako da tudi v tej storitvi bi morali nameniti nekako prostor v sami komunalni dejavnosti, da bi se to izvajalo v skladu z uredbo o odvajanju in čiščenju. Cena za 120-litrsko posodo za komunalne odpadke se s 1. januarjem z dosedanjih 9,96 evra zvišuje na 10,28 evra. Za biološke pa z dosedanjih 5,91 evra na 5,98 evra z DDV-jem. Veljala pa bo za vse 3 občine. Na področju ravnanja z odpadki ta sistem sestavljajo 3 gospodarske javne službe, to je zbiranje, obdelava in odlaganje odpadkov. Zbiralec odpadkov je Komunala Ormož, medtem ko pa obdelavo in odlaganje pa izvaja Cerop Puconci. Potem v skladu s tem se oblikujejo cene za posamezne storitve in potem tudi v skladu z sodili oziroma z uredbo MEDO se na podlagi predračunske količine in predračunskega faktorja oziroma volumna zabojnikov izračuna cena na zabojnik. Tukaj je v letu 2022 predlagana nekoliko sprememba. To je predvsem zaradi obdelave in odlaganja odpadkov. Tukaj bi mogoče omenil, da v vsej zakonodaji oziroma v programih ravnanja z odpadki za v bodoče, tudi v programu, ki je bil pred par dnevi sprejet oziroma objavljen, odpadki vedno bolj dobivajo pomen oziroma vloge, da je to na eni strani za nekoga odpadek, na drugi strani pa surovina, ki jo bomo morali v bodoče uporabljati, da bomo lahko zagotavljali pridobivanje vseh potrebnih surovin in nekako potem tudi končnih izdelkov. Tukaj, kot sem rekel, je sprememba na področju predvsem pri zabojniku 120 litrov iz 9,96 je predlagana cena na 10,28, kar je posledica tega, da del cene, ki odpade na obdelavo in odlaganje, je v letošnji ceni predstavlja 3,19 evra z DDV, v letu 2022 pa ta del znaša 3,70, kar je 51 centov več stroška pri zabojniku 120 litrov. Samo zbiranje pa se zniža iz 6,77 na 6,58, kar je posledica tega, da se zmanjša predvsem strošek najema javne infrastrukture, kajti novi zbirni center še ni predan v uporabo in se ne uporablja in tako najemnina ne bremeni gospodarske javne službe, določene starejše stvari, javna infrastruktura, ki pa so, pa jim je potekla amortizacija, tako da tukaj se je znižal strošek najema in posledično to se tudi prenese v manjši strošek pri zbiranju. Tudi na področju biologije je predvidena sprememba iz 5,91 na 5,98, bi pa rad poudaril, da je vedno več odpadkov, da se iz leta v leto količine odpadkov povečujejo. Tudi en čas so bile te odpadki ločeni zelo nizke cene, sedaj se določene cene spreminjajo na trgu, da ločeno zbrani odpadki pridobivajo na pomenu in tudi tukaj bomo v bodoče morali razmišljati o še izboljšavah na področju ločenega zbiranja, da bomo sledili trendom, ki jih predvideva zakonodaja in bomo tako tudi lahko izpolnjevali zahteve po ločenem zbiranju odpadkov. Svetniki so elaborate o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb potrdili brez pripomb. Le svetnika Ferdinanda Šuleka je zanimalo, kako je z razmerjem med ceno za eno ali več oseb v gospodinjstvu, in dobil je odgovor, da je to v elaboratu upoštevano,
Sicer pa ta razmerja določa tehnični pravilnik, ki ga je občinski svet sprejel že pred časom. Sedaj pa v občino Sveti Tomaž. Občina Sveti Tomaž v tem času predstavlja namero za gradnjo poslovno-stanovanjskega objekta v centru Svetega Tomaža. Zgradili ga bodo, če bo dovolj kupcev za nakup stanovanj in poslovnih prostorov. V ponudbi je 8 stanovanj. Trietažni poslovno-stanovanjski objekt bi bil postavljen v centru Svetega Tomaža. Idejna zasnova vsebuje poslovni prostor in stanovanja. Se pravi, gre za poslovno-stanovanjski objekt, ki bi ga radi umestili tukaj v centru Svetega Tomaža. Gre za novih 8 stanovanj in pa za nekje 70 kvadratov veliki poslovni prostor. Vse skupaj pa je v tem trenutku namen tega, da poskušamo dobiti informacijo o morebitnih interesih za nakup teh stanovanj. Namreč pogoj, da se sploh pristopi k nadaljnjim postopkom je, da vidimo, če v kraju je ta interes, da bomo lahko te stanovanje prodali, v nasprotnem primeru pa seveda takšna gradnja ne bi bila smiselna. Ampak na tem mestu si upam trditi, da ta interes bo izkazan, seveda pa bo prednost pri tem nakupu vsekakor pri naših občanih, ki neto pričakujejo, da se bo to tudi v prihodnosti zgodilo. Gre torej za poslovno-stanovanjski objekt, predvidevamo torej, da ne bodo samo stanovanja. Vsekakor ne samo stanovanje, kot že rečeno, gre za možnost poslovne umestitve neke mirne dejavnosti, ki bi se tukaj lahko našla. Kakšna vsebina bo, je danes zelo preuranjeno govoriti, ampak bomo videli, kakšni bodo interesi, kakšne bodo padle ponudbe. V tem naslednjem mesecu praktično bomo objavili to našo namero na različnih mestih, tako v časopisih, radijih pa še kje. Vsekakor pa bomo tudi obvestili naša gospodinjstva, tako da bomo dobili neki feedback glede zainteresiranosti in potem lahko konkretno govorimo tudi o vsebini poslovnega dela. Gre torej za 8 stanovanj, kakšne velikosti, kakšne površine bodo to? So kar prijetne velikosti, če smem tako reči, glede na potrebe. Stanovanja so velika nekje od 60 do 72 kvadratnih metrov. Vsako stanovanje ima svoj vhod, vse je speljano praktično po zunanjih stopniščih, tako da je sama notranjost izključno namenjena za bivanje. Vsa stanovanja bodo imela tudi lastno ogrevanje, kar se tiče toplotnih črpalk. Sama gradnja pa bi naj bila izvedena do 4. faze, se pravi dokončano vse, razen tistih finih stvari v samem stanovanju, kot so podi pa oprema kopalnice. To pa bi bila potem delo tistega, ki bi pač stanovanje kupil. Kakšna bi bila cena po kvadratnem metru? Zelo preuranjena informacija, ki bi jo dal, vsekakor glede na te cene, ki noro rastejo. Po teh zadnjih informacijah, koliko smo nekako si poskušali pridobiti to vrednost, bi naj ta cena znašala nekje do 1200 evrov po kvadratnem metru, govorimo do te 4. faze, ampak težko danes govorimo o tem. Prvič najprej treba videti interes, drugič trebamo videti, kdo bo sploh investitor, od tega pa bo potem seveda največ odvisno, kakšna bo vrednost. To pomeni, da investitorja še ni zaenkrat, nimate, ne bo občina tega gradila. Vsekakor, gledajte, tu bo občina, ima samo idejo. Mi smo pristopili k izdelavi idejne zasnove, ki je tukaj na mizi in jo bomo tudi predstavili. Vsi ostali koraki potem sledijo v nadaljevanju, glede na izkazan interes javnosti. Tega občina ne bo gradila, vsekakor bo bomo investitorja iskali na trgu. No, ta parcela, na kateri bo ta objekt stal, je v lasti občine Sveti Tomaž in bo glede na odločitev, da se pristopi k gradnji, prodana najugodnejšemu investitorju. Če zaključimo torej, pogoj je investitor in interes. Prvič interes, mislim pa, da ne bo taki veliki problem glede investitorja. Lokacija bo pravzaprav tam, kjer je največji manjko v našem centru Svetega Tomaža. Zdaj naši starejši se bodo spomnili, tukaj v centru je bil en lep objekt, takrat smo mu rekli kar kmetijska zadruga, ki se je raztezal v tem križišču tik ob Štefančičevem objektu. No, tukaj je danes makadamsko parkirišče, ki je praktično neka velika luknja v samem centru in ravno na tem mestu bi radi zapolnili to vrzel in zgradili ta lep sodoben poslovno-stanovanjski objekt. Vse je odvisno od interesa kupcev, čeprav bo tudi občina kupila 1 ali 2 stanovanji.
Občina ima trenutno 19 občinskih stanovanj, ki pa so vsa zasedena. Torej, glede na morebitni interes, vsekakor se bomo nekje našli, ali pri stanovanju, ali pa morda celo v poslovnem delu. Ampak to je danes preuranjeno govoriti. Občina tako poziva vse potencialne kupce, da na občino podajo vlogo, s katero bodo izrazili interes za nakup stanovanja. Vse informacije in obrazci se lahko najdejo na spletni strani občine. Lahko tudi pokličete po telefonu ali se na občini oglasite osebno. Letos se izvaja rekonstrukcija regionalne ceste Ljutomer-Savci-Ptuj, ki bo občini Sveti Tomaž prinesla nove pločnike in avtobusno postajo, kar v smislu prometne varnosti prinaša veliko olajšanje. Dela na ureditvi ceste v občini Sveti Tomaž so se začela minuli torek. Gre za naš dolgo pričakovani projekt, ki ga sicer pelje Direkcija za ceste Republike Slovenije. Gre pa za izgradnjo pločnika v centru Svetega Tomaža ob regionalni cesti R713, ki pelje na odseku od našega pokopališča, pravzaprav bolj točno od same Meliške Vežice, skozi celotno naselje mimo osnovne šole do konca naselja Svetega Tomaža v smeri Savci-Rakovce. Gre za odsek, ki je dolg 950 metrov, v njem pa se bo zgradil, kot že rečeno, nov pločnik skupaj z javno razsvetljavo in meteorno kanalizacijo in pa sama rekonstrukcija ceste, regionalne ceste, ki je v tem delu najožja in tudi najbolj nevarna na celotnem odseku te ceste od Ljutomera do Ptuja. Se pravi, gre za kompleksno rešitev tega problema, na katerega res že dolgo čakamo in kot ste že omenili, danes je tisti dan D, ko so stroji zabrneli in se res veselimo, da se bo ta zadeva sanirala in upravila tako, kot je bilo načrtovano. Kakšne so dela ocenjena po vrednosti? Sama dela so glede vrednosti ocenjena, ne ocenjena, ampak so že znana, glede na to, da je izvajalec znan, se pravi, izvajalec je cestno podjetje Ptuj, vrednost investicij je 1,1 milijona evra, od tega pa občina Sveti Tomaž mora zagotoviti 202 tisoč evra. Investicija bo tako občini poleg urejene regionalne ceste, ki vodi tudi mimo šole, prinesla nove pločnike in javno razsvetljavo. Poleg tega pa še ureditev avtobusnega postajališča, ureditev individualnih priključkov in priključkov lokalnih poti, ureditev odvodnjavanja, poleg cestne razsvetljave pa tudi ureditev prometne opreme ter signalizacije. Dela bodo končana jeseni prihodnje leto. V okviru nadstandardnih dejavnosti za šolarje so na osnovni šoli Velika Nedelja in na njeni podružnici v Podgorcih minuli torek pripravili pravljično popoldne. Izbrano pravljico so preko videa razvili skupaj z vrstniki iz osnovne šole Vladimirja Nazorja iz Pazina. V dejavnost pravljično popoldne, ki med obšolskimi dejavnostmi šteje za šolski nadstandard, so se šolarji priključili poljubno oziroma prostovoljno in je bila namenjena učencem prvih, drugih in tretjih razredov osnovne šole Velika Nedelja in podružnične šole Podgorci. Popoldansko druženje so namenili pravljici Volk in 7 kozličkov. Še najbolj zanimivo pa je bilo sodelovanje z vrstniki osnovne šole Vladimirja Nazora iz mesta Pazin na Hrvaškem, s katerimi so se o pravljici družili preko internetne povezave oziroma preko videa. Šolarji iz Pazina so pravljico prebrali v hrvaščini, sodelujoči iz osnovnih šol Velika Nedelja in Podgorci pa v slovenščini. Sledilo je medsebojno spoznavanje, pozneje pa pogovor o pravljici. S pomočjo prevajalcev se je kmalu razvila debata, ki je šolarjem z ene in druge strani prinesla prijetno popoldansko druženje. Kako ste pravzaprav prišli na idejo, da pripravite eno takšno popoldne, zares zanimivo, v bistvu pravljično, ampak malo drugače? Aha, skratka, na idejo nas je prišlo malo več, pravzaprav je kolegica imela idejo o pravljičnem popoldnevu. To je bila njena ideja
ki se je razvila v projekt. Pravljično popoldne je nadstandardna dejavnost osnovne šole Velika nedelja in podružnice Podgorci. Jaz pa sem se priključil za, kot bi rekel, nadgradnjo te ideje, da sodelujemo z hrvaško šolo, osnovno šolo, ker smo se že malo naučili delati nadaljavo. Zakaj ne bi sodelovali z eno šolo iz tujine in se tako mednarodno povezali? In mogoče se iz tega še kaj razvije, si želimo. Ja, slišali smo mimo grede, da ni slučajno, da ste izbrali šolo v Pazinu. Ja, seveda. Najprej sem sicer imel v mislih sodelovanje z eno šolo iz Srbije, pa je žal učitelj iz Srbije že oddal vse projekte predčasno, preden smo jih mi morali oddati, tako da ni bilo zdaj za to šolsko leto to možno. In potem sem se spomnil, zakaj pa ne bi namesto njih izbrali mojo osnovno šolo, kjer sem nekaj let pač obiskoval, ko sem pri očetu živel, tako da se mi je zdelo, da bi navezal stik za to šolo in so bili zelo navdušeni, ker od začetka so bili zelo odprtih rok oziroma za sodelovanje zelo odprti in je zadeva stekla. No, zanimivo je tudi bilo to, kako zelo so otroci sodelovali, ne? Tudi se pogovarjali, kljub temu, da je neka jezikovna barijera. Ja, to je tudi v bistvu en del tega smisla. Socializacija, pa tudi čezmejna socializacija, da spoznamo sosede, se mi je zdelo zelo dobro, ker smo zelo blizu Hrvaški in to je naša sosednja država. In ta socializacija pa tudi vidimo, da ni tako zelo velika. Barijera jezikovna obstaja, to je res, ampak moramo malo tudi včasih premagati kakšen tabu, pa mogoče kakšno tisto bojazen začetno, pa videti, preizkusiti in probati in videti, da se mogoče pa vendarle da in spoznamo še kakšno kulturo, ki je v naši bližini, tako da se lahko povezujemo. Pravljica je bila torej neka rdeča nit teh vaših oziroma tega današnjega srečanja preko videa, preko Zooma. Kako je steklo vse skupaj tehnično? Tehnično je zelo dobro steklo. Naš računalničar, gospod Jože Ostroško, je poskrbel, da so učilnice bile opremljene z kamero in mikrofonom. Mi smo se usklajevali preko sestankov, ki so vodili do tega srečanja. Učiteljice razrednega pouka in jaz, oziroma naš kolektiv, naš tim prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja, smo se večkrat sestali, da smo tudi to dorekli, torej tehnične zadeve, in smo se dogovorili za takšno obliko sodelovanja, ki v bistvu je najlažja tudi za partnersko šolo, osnovno šolo Vladimira Nazora iz Pazina. Tako. Ja, časi so taki, da veliko torej Zoom uporabljamo in kontaktiramo na tak način, verjamem, da boste se morda enkrat v živo vsi skupaj srečali, bi to bilo možno? Jaz mislim, da bi to bilo možno, ampak seveda zdaj v tem časih in teh trenutkih žal ne, je pa tudi to, torej kot alternativa, sedaj v teh časih, ampak seveda v prihodnje si vsi želimo, da ko bo konec epidemije, da bomo se lahko srečevali v živo, se spoznavali v živo in tudi mogoče odpotovali tja in oni prišli k nam. To bomo videli šele, ne, to bomo videli. Tokrat je šolarje povezala pravljica o volku in 7 kozličkih. Večina je pravljico že poznala, ampak tokrat je vseeno zvenela malo drugače, ko so jo poslušali iz ust vrstnikov, iz drugače govoreče države. Pravljico verjetno poznaš že odprej, ne? Ja. Si razumela kaj hrvaško? Ja. Si ali si kaj vprašala učitelja? Včasih sem, včasih pa ne. Si zapomnila kakšno hrvaško besedo? Dober dan. Kako pa je bilo tebi všeč danes na tem spoznavanju? Reda je bila. Se ti zdi zanimivo tako šolarje druge spoznavati? Ja. Pa si razumela kaj hrvaško? Malo. Si morda zapomnila kakšno besedo? Ja, učenici. To so šolarji, ne? Zanimivo. Ja. Super, bi si še želela morda takšnih kontaktov? Ja. Se tudi drugače tako navajaš preko videa, preko Zooma s svojimi prijatelji, prijateljicami pogovarjati? Ja, pa tudi, ko smo imeli šolo nadaljavo, smo se tudi prek Zooma pogovarjali. Ja, torej si se že to dobro naučila, ne? Ja.
Kakšen je pravzaprav namen tega današnjega popoldneva bil? Pravljične? Pa da malo spoznate, ne, kako to delajo, kako živijo drugi šolarji, ne? Ja. Si zapomnila kakšno hrvaško besedo? Doviđenja, adijo. Pa nič več. No, fino, nekaj pa je, ne? Ja. Čeprav pravlično popoldne je to vrstno druženje z vrstniki iz Hrvaške imelo natančno določene vzgojno-izobraževalne cilje. Otroci so lahko spoznali, da so si različni, kar se tiče jezika, a so si vseeno podobni. Spoznali so torej nov jezik, razvijali socialne veščine in se učili interpretacije ter razvijali sposobnost razumevanja motivov za določeno ravnanje književnih oseb. Na koncu, ko so se z obljubo, da bodo še sodelovali v kakšnem naslednjem projektu, poslovili od sovrstnikov iz Pazina, pa je sledil še čas za ustvarjanje. Iz listov papirja so izdelali hiške in po svoji zamisli in vtisi iz pravljice narisali njeno notranjost in seveda kozličke ter požrešnega volka. V glavnem pa združili prijetno s koristnim, ter domov odšli z zanimivo novo izkušnjo in nekaj novega znanja. Rokometaši Jeruzalema so pred svojim evropskim nastopom na Hardeku gostili Sviš iz Ivančne Gorice ter ga gladko ugnali ter s tem naznanili, da si lahko obetajo dober rezultat tudi na prvi tekmi v Švici. Rokometaši Jeruzalema so v 10. krogu NLB lige proti Svišu zabeležili svojo tretjo prvenstveno zmago. Nasprotnik iz Ivančne Gorice je padel z izidom 32 proti 25, polčas 13 proti 10. To je bila pomembna zmaga, saj si obe ekipi želita čimprejšnjega števila točk, ki bi zagotavljal obstanek v ligi. Obenem je za Ormožane to bila generalka pred dvema evropskima tekmama. V nedeljo 28. novembra in v soboto 4. decembra vinarje v tretjem krogu EHF pokala čakata tekmi proti švicarskemu predstavniku Sur Arau, trenutno šestouvrščena ekipa švicarskega prvenstva. Vinarji so dobro odprli tekmo in takoj večkrat povedli za 2 zadetka, 2 proti 0, 3 proti 1 in 4 proti 2. Sledile so najboljše minute gostov, kjer je odlično branil Jernej Mlakar, napad Sviša pa je bil natančen in gostom je uspela serija 5 proti 1, ter prevzem vodstva v 17. minuti z 2 zadetkoma, 5 proti 7. Domača klop je na dobro igro Dolencev odgovorila za minuto odmora, ki je popolnoma spremenila potek tekme v nadaljevanju. V pičlih 5 minutah je Jeruzalemu uspel delni izid 5 proti 0 in prevzem vodstva v 22. minuti 10 proti 7. V 30. minuti pa je Bojan Čudič iz 7-metrovke zadel za najvišjo prednost Ormožanov v prvem polčasu, ki je znašala 4 zadetke, 13 proti 9. V drugem polčasu so Jeruzalemčki samo še povečali v prestavo više in strpno višali prednost iz minute v minuto. V 40. minuti je prednost Jeruzalema že znašala 6 zadetkov, 20 proti 14. Borbeni gostje so v nekaj primerih znižali zaostanek na -4. Bliže pa jim enostavno ni dovolil vratar Jeruzalema Alen Skledar, ki je v drugem polčasu zbral 10, tekmo pa končal pri 14 obrambah. Vratarski dvoboj je pripadel Jeruzalemčkom z 15 proti 10 v obrambah. Tik ob koncu so varovanci trenerja Saše Prapotnika dvakrat povedli tudi za 7 zadetkov, 31 proti 24 in 32 proti 25. Ljubitelji rokometa na Hardeku so na nogah in z glasnim navijanjem pozdravili novo zelo pomembno zmago. Torej, točke so bile nuja, točke so ostale doma. Tako je, po skromnem začetku v tekmu, ko je malo obramba škripala, smo se po minuti odmora dogovorili, da stisnemo v obrambe. Se pravi, z igro v obrambi je potem tudi vse steklo v napadu. Do polčasa smo si zagotovili prednost 3 zadetkov. Na to smo v začetku drugega polčasa to samo nadgradili in do konca tekme povišali vodstvo. Res je tako, slabši začetek, boljši konec, bova rekla, sicer pa danes kar veliko izgubljenih žog. Ja, res je, te izgubljene žoge so nas že v nekaterih tekmah mogoče letos koštale rezultata,
ampak danes smo vseeno bili tisti pravi, predvsem v drugem polčasu, se skoncentrirali, to popravili in pa z dobro igro v obrambi so točke ostale doma. Tale zmaga je seveda dobra popotnica za srečanje, ki sledi. To bo tekma tretjega kroga Evropskega pokala. Potujete v Švico. Ja, naslednji teden gremo v Švico, gremo tako kot vsako drugo tekmo, se pravi po dober rezultat in potem povratna tekma na Hardeku, kjer pa verjamem, da bo publika na naši strani in da mogoče izvlečemo celo napredovanje v četrto kolo. S kakšnim rezultatom bi bili zadovoljni v Švici? Bodo kakšne posebne priprave? Rekli ste, tekma kot vsaka druga. Ja, nekaj podobnega kot na Islandiji, se pravi, seveda gremo na zmago, tudi 0 ali pa mogoče minimalen poraz, ki ga lahko vsekakor pred polnim Hardekom nadoknadimo. Ko bo tekma Švicarji mimo, potem nadaljevanje državnega prvenstva, Maribor je naslednja tekma, kar se državnega prvenstva tiče? Ja, po evropski tekmi bomo hitro mogli zbrati glave in se osredotočiti na našo prioriteto, to je državno prvenstvo. Seveda gremo v Maribor, neugoden tekmec, mislim pa, da seveda lahko tam zmagamo. Odpira se še tretja fronta, dobili ste tudi nasprotnika v pokalu, Krško oziroma Krka Novo mesto. Ja, dobili smo Krko, ki ima za prvo B ligo zelo kvalitetno ekipo, ker mislim, da jim je tudi ambicija priti nazaj v prvo ligo. Seveda gremo po zmago, napredovanja v pokal in bomo videli. Torej, tekma na Hardeku je končana. Kakšna so bila pričakovanja pred srečanjem in nenazadnje zadovoljni z rezultatom verjetno niste? Glih zadovoljni ne moramo biti, ja, pričakovanja pred tekmo smo vseeno imeli, pač probati dobiti tiste 2 pike, sej ni skrivnost, rabimo jih, ampak vedeli smo pa sigurno, da bo tle zelo težko, ne, sej se ne igramo tukaj prvič, ampak vemo, da je tukaj zelo težko dobiti točke, no, tako da vseeno smo pa nekako upali, da z dobro igro mogoče bi šlo, na koncu pa itak, ja. Z rezultatom pa ne moramo biti zadovoljni, ne, sploh. Ste pa bolje začeli srečanje, ne? Prvi polčas boljši kot drugi. Kaj pa vem, meni se mogoče zdi še prvi slabši, sploh tistih nepotrebnih napak preveč. Vse te napake so verjetno tudi malo izvane, vseeno je tukaj taka atmosfera, pa to res vsaka čast navijačem, ne, in je težko igrati, pač rabimo take tekme, nam bo pa to zihar šola za naprej, zato ker ne, zdaj smo prišli v prvo ligo, v prvi B ligi nismo imeli toliko težkih tekem, takih polnih dvoran in nam bo to zihar šola za naprej. Pač probali bomo iz tega potegniti nekaj čim največ, pa v naslednje tekme iskati nove pike. Kdo bo naslednji nasprotnik? Zdaj igramo proti Ribanci, se mi zdi, ali Slovanu, se ne vem. Gremo tekmo po tekmo, tako da se bomo pripravili proti njim. Zdaj imamo en teden prost, bomo probali malo pogledati te tekme, malo sebe pogledati, malo popraviti te napake, pa iti vseeno nekako sezona zaenkrat poteka še kakor tako redu, tako da ne smemo biti kaj razočarani. Tak pa razpride, to je pa to. Pri domačih 14 obramb Skledarja in zaustavljena 7-metrovka Tomislava Balenta. Pri poražencih je Mlakar zbral 6, Luka Komar pa 4 obrambe. Prva strelca vinarjev sta 6 zadetki bila kapetan Čudič in krožni napadalec Teo Šulek, ki si je svojo igro tudi priigral naziv igralec tekme. Tinček Hebar je dodal 5, Dilen Kosi in Nik Čirovič pa 4 zadetke. Pri Svišku sta Marko Marojevič in Matic Košir zadela po 5-krat. Jeruzalem Ormož, Sviš Ivančna Gorica 32-25, polčas 13-10. Na lestvici vodi Celje z 19 točkami pred Loko in Trivom, ki sta pri 16 točkah. Jeruzalem je za zmago napredoval na 10. mesto. Sviš je s porazom zdrsnil na 12. mesto. Ormožani so pri 7, Sviš pri 6 točkah. Jeruzalemčki bodo tekmo 11. kroga NLB lige odigrali v sredo 8. decembra pri sosedih iz Maribora. Tekmo bo na sporedu ob 18. uri v športni dvorani Tabor. Zdaj pa bomo Jeruzalemčkom stiskali pesti za uspešen nastop v Švici.
Futsalerji v prvi ligi so odigrali tekme 10. kroga, ki je ponudil nekaj zanimivih rezultatov. Med dogodki iz prve slovenske futsal lige smo vam pripravili vse zadetke 10. kroga. Aleks. Bjelčević, granata Bjelčević in 1-0. Presenetil je Marko Bjelčević z udarcem. In verjetno sem še koga pozabil, da ne bi delal krivice. In to je tista naložba za slovenski futsal. Vrhovec in še ena granata Vrhovca. Tokrat z desno nogo pod prečko Nika Logarja. Kasneje tudi v Dobovcu. Priložnost domačinov, kakšna priložnost za Aleksa, pa Vrhovec, pa še enkrat Aleks, pa 3-0, ki spet igra na mestu pivota. Šturm, Vrhovec, pa te žoge sploh ne vidiš, že se treže. Življenje je prekratko, da bi nosili dolgočasna oblačila, tako da si ga le popestrite z unikatno obliko, ki vam jo z veseljem sešije Andrej Zajšek, samostojni podjetnik v svojem modnem ateljeju Andi. Ponuja šivanje klasičnih ženskih, moških ter otroških oblačil za vse priložnosti, pa tudi reciklaže in popravila. Andi, da bo življenje bolj pisano.
Dobrodošli v trgovino Jurček v Ormožu. Poleg širokega spektra barv za vse površine ponujamo tudi slikopleskarsko orodje, letve, zaščitni material, zaščitna delovna oblačila, čistila, suhomontažni material, material za ličarje, lepila, kite, akumulatorje, tapete, fasade in drugo. V najsodobnejših mešalnicah barv vam zmešamo barve za fasado, stanovanje, barvo za avto, kmetijsko mehanizacijo, za les ali za kovino v tonu po vaši želji. Izbirate lahko med več tisoč barvnimi odtenki. Preverite pri nas, preden boste kupili drugje. V trgovini Jurček v trgovskem centru Jurkovič v Ormožu vas pričakujemo od ponedeljka do petka med 7 in 17 uro in v soboto med 7 in 13 uro. Pristno slovensko, prijetnega vonja, polnega okusa. Na voljo tudi s ptujskim česnom in ptujskim lukom. Vse od polja do olja, Jeruzalem sad. Sem Tim Gajser, sem član AMZS, kaj pa vi? Ker si car, naj ti bo za varnost mar. Izbira je tvoja, se vidimo na Vranskem. AMZS, pravi prijatelj. Toliko za danes. Čas je tak, da bo najlepše ostati na toplem. Krajši dnevi bodo najbrž prinesli tudi nekaj več časa za gledanje televizije, tako da se nam le pridružite tudi prihodnji teden. Pa tudi sicer je na našem programu vedno videti kaj zanimivega. Tudi ponovitev kakšne oddaje, ki ste jo v času poletnih dni zamudili. Poslastico pa ponujamo tudi nostalgikom, ki si ob nedeljah zvečer lahko ogledajo 15 in več let stare oddaje Utrip Ormoža. Naj vam bo lepo in srečno do prihodnjič.